Adelaide Rate, Ljubljana Tower, dober dan. Startup route KNH1027, expect departure running. Contact WinRadar 133, decimal 6. Kontrolor zračnega prometa komunicira z piloti, izdaja jim navodila in informacije in na tak način poskrbi, da kdorkoli pač želi prideti na nek cilj z letalom, pride tja vsak dan, vsako uro, v vsakem vremenu, točno in pa predvsem varno. Kontrolorji zračnega prometa prihajamo iz zelo različnih sredin. Išče pa se ljudi z posebnimi karakternimi sposobnostmi, kot so odgovornost, kot je sposobnost hitrega razmišljanja, mentalnih kalkulacij, prilagajanja situacijam, odločnost, komunikativnost. V bistvu se vse te stvari nekako pokažejo skozi testiranje, ki ga izvajamo skozi več dni, izvajamo ga po vsej Evropi enako, s testom, ki je bil razvit prav v ta namen. Na koncu se ljudi še zdravniško preveri, tako da se ugotovi, če so tudi fizično sposobni upravljati ta poklic, in ko človek nekako preide skozi to selekcijo, je v bistvu naredil že kar en velik korak v svoji karieri v tej smeri. Kontrolor zračnega prometa se usposablja po segmentih, začne se z nekim osnovnim usposabljanjem, kjer pridobi tisto splošno znanje in potem nadaljuje z usposabljanjem za posamezen rating oziroma pooblastilo, posebej za kontrolorja, ki dela na letališkem stolpu, za kontrolorja, ki dela z prileti in odleti in pa za kontrolorja, ki dela z preleti preko nekega območja. Možnosti za zaposlitev so precej velike, odkar letalstvo obstaja, promet narašča, tudi v bodočnosti ni videti meje, kdaj ne bi se ta rast ustavila, kar za sabo potegne precejšnje potrebe po kadrih. Nekdo, ki pride skozi selekcijo, ima na tak način dobre možnosti, da bo svojo kariero lahko v tej smeri tudi nadaljeval. Po drugi strani je pa dobra stvar tega poklica tudi to, da je to poklic svetovnih razsežnosti, način vodenja zračnega prometa, način letenja je po celem svetu enak, komunicira se pa tako ali tako v angleškem jeziku, kar pomeni, da kontrolor, ki svoje znanje pridobi tukaj, lahko to uporabi kjerkoli po svetu. V območnem centru kontrole zračnega prometa kontrolorji skrbijo za širše področje, ki je pod njihovo odgovornostjo. V našem primeru je to ozemlje Republike Slovenije, od zemlje do neomejenih razsežnosti po višini. Skrbijo za prelete letal preko tega ozemlja in pa za odhode letal iz ljubljanskega letališča, pa tudi delno mariborskega in portoroškega, ter prihode teh letal na ta letališča. Glavna naloga kontrolorja letenja v kontrolnem stolpu je varno in tekoče odvijanje letalskega prometa v letališki coni. To je območje odgovornosti letališke kontrole zračnega prometa in na manevrskih površinah, med katere sodijo vzletno pristajalna steza in pa vozna steza. Naloga kontrolorja je, da posadkam zrakoplov posreduje aktualne meteorološke podatke in sporočila, ki so nujno potrebna za varno odvijanje letalskega prometa. Poleg tega tudi koordinira delo z ostalimi enotami kontrole zračnega prometa, gasilskimi službami, letališkimi službami in službami iskanja in reševanja zrakoplovov. Delo kontrolorja zračnega prometa bi najlažje primerjal z igranjem šaha, kjer je treba predvideti čim več potez naprej, njihove kombinacije. Bolj ko so premišljene, boljše promet poteka. To delo opravljam rad, ker je delo dinamično, odgovorno, kreativno in nerutinsko. Nek svojstven način je to delo z ljudmi, s uporabniki naših storitev,
Rezultati našega dela so vidni takoj in pa naše delovno mesto je nekaj posebnega, praktično neprimerljivo z ostalimi delovnimi mesti.